Končna ideja je bila escape room v Camp Prikolica, da je nek moment v Finiški festivali in rešujemo vrtulje, mi zdaj pokazali privlačno za mulce, to ne Ena, dva. Pa zdaj? Je? Zdaj je? Ja, po manjših tehničnih zapletih lahko začnemo, tako da lepo pozdravljeni na zaključnem dogodku projekta Govoriš kohezijsko. Sem Tina Mikeli in bom vodila oziroma usmerjala današnji dogodek, na katerem bomo govorili
pravzaprav o tem, kakšnih sprememb pri izvajanju kohezijske politike si želimo v naslednjem finančnem obdobju, se pravi po letu 2020, in kaj bi radi s kohezijskimi sredstvi dosegli. Zato najprej vabim Veroniko Vodlan, da v imenu partnerjev projekta Radia Študent in Centra nevladnih organizacij pove nekaj o samem projektu. Prosim. Dobar dan vsem skupaj. Najprej najlepša hvala, da ste se odzvali našemu povabilu pa prišli danes še na zaključni dogodek projekta Govoriš kohezijsko. To je projekt, ki smo ga pripravili skupaj z Radijem Študent. Sofinancira ga pa Evropska komisija DG Regio. Osnovni namen projekta je v bistvu povečati prepoznavnost kohezijske politike v Sloveniji, razširiti vedenje o tem, kaj je kohezijska politika, pač med čim širšo javnostjo. In v ta namen smo v bistvu organizirali številne dogodke po Sloveniji, kjer smo pač povabili različne deležnike, da z nami delijo svoje znanje, svoje izkušnje. Imeli smo predstavitve kar nekih dobrih praks pa projektov, ki se izvajajo ali pa so se izvajali. Hkrati smo pa pripravili tudi pač neko analizo stanja in pa Radio Študent je poskrbel za medijsko pokritost samega projekta in pa oziroma kohezijske politike s tematskimi podcasti, oddajami, novinarskimi prispevki, članki in tako naprej. Namen je bil tudi pač, da se vse informacije o kohezijski politiki, ki so zanimive za javnost, zberejo na enem mestu in zato smo postavili tudi spletno stran Govoriš kohezijsko. Kot že omenjeno, smo pač pripravili tudi analizo kohezijske politike z vidika tega, kaj je bilo narejeno v preteklem obdobju, kaj se izvaja v tem obdobju in pa tudi seveda smo že usmerjeni naprej in temu je pač tudi današnja konferenca pač prvenstveno namenjena, predvsem temu, kaj bomo delali naprej. Imeli smo 6 lokalnih dogodkov, šli smo pač na teren, šli smo po 6 različnih občinah oziroma regijah po Sloveniji in probali pač tudi na lokalni ravni skupaj potegniti deležnike, ki so nekako vpeti v kohezijsko politiko, tako z vidika nekih javnih institucij, občin, kakor tudi pač z ostalih, ki so bodisi upravičeni do sofinanciranja, bodisi na drugačen način vključeni. Imeli smo 6 dogodkov po Sloveniji, od tega jih več ali manj so bili pač razporejeni tako zelo vsak na svojem koncu, no. Potem smo imeli pa še tematske dogodke, ki so bili pa organizirani v Ljubljani. Tematski dogodki so se pa vezali pač v bistvu na prioritete, na trenutne prioritete kohezijske politike. Aktivirali smo lokalne odločevalce, spodbudili smo razpravo, upamo, da smo prispevali tudi malo k boljšemu sodelovanju. Danes nas pa čaka tudi še oblikovanje priporočil z naše strani oziroma z vaše strani, kaj pa si želimo v prihodnjem obdobju, kako si želimo pač v bistvu še izboljšati kohezijsko politiko za naprej, katere so prioritete, ki se nam zdi, da bi jih mogla pač kohezijska politika naslavljati v naslednjem obdobju in vse te priporočila bomo pač danes brali. Delno smo jih zbirali tudi že na lokalnih dogodkih, delno smo jih zbirali na tematskih, oziroma precej smo jih zbirali po tematskih dogodkih, danes si pa želimo pač v bistvu še neko tako zaokroženo celoto zbrati skupaj, zato da pač potem imamo nekaj izhodišča za razpravo za naprej. In še zadnja stvar, ki smo pač tudi naredili v okviru tega, je en promocijski filmček oziroma filmček, ki na kratko povzema, kaj je kohezijska politika. Pa bom kar prosila Tino, če ga zavrti. Govoriš kohezijsko? Čakaj, ne bo šlo. Prezentacijo moraš najprej skenslati. Brez skrbi. Bomo še enkrat, ne, mogoče če jaz to dam, pa mogoče bo. Brez skrbi.
Bomo še enkrat. Govoriš kohezijsko? Zdaj ga pa sam še gor, da je. Sploh ne vesta, kaj je to Evo. kohezija? Pa na celo. Brez skrbi. Gremo počasi. Poglejmo, kaj pravi slovar slovenskega knjižnega jezika. Na. Kohezija. V fiziki je to sila, ki privlači molekule iste snovi. Besedo pa uporabljamo tudi v prenesenem pomenu. Oxfordov etimološki slovar nam pove, da ima beseda latinske korenine. Sestavljena je iz ko, skupaj, in besede haere, lepiti. V Evropski uniji pa z besedo kohezija označujemo zmanjševanje neskladja med različnimi regijami in pomoč manj razvitim regijam. Kohezijska politika EU se financira s 3 skladov. Iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Evropskega socialnega sklada ter iz kohezijskega sklada. Vsako področje evropske kohezijske politike ima za znak svojo žival. Kameleon označuje projekte za krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij. Človeška ribica označuje podporo ohranjanju in varstvu okolja. Podoba sove je znak za vlaganje v izobraževanje, poklicno usposabljanje in vsečloveško učenje. Vse skupaj 11 takih znakov označuje 11 tematskih ciljev kohezijske politike. Kohezija nas povezuje. V naši državi pridobivata sredstva zahodna in vzhodna regija. V finančni perspektivi za leta 2014-2020 Slovenija razpolaga s približno 3,25 milijardami evrov. To je skoraj 1600 evrov na prebivalca. S podporo kohezijskih sredstev smo pri nas odprli več kot 6000 novih delovnih mest. Zgradili smo ceste, šole, vrtce, vodne čistilne naprave in spodbujali podjetništvo. Sredstva so bila ključna za projekte, kot so na primer Nordijski center v Planiciji, regijski center za ravnanje z odpadki, za nadgradnjo katerega je kar 2/3 prispevala EU, projekt vzdrževanja kmetijske krajine za ptice in metulje na Goričkem in še za mnoge druge. Pridobivanje evropskih sredstev pa zahteva posebna znanja. A brez skrbi. Včasih se bosta naučila govoriti kohezijsko. Za uresničitev svojih idej bosta našla vse potrebno na internetu ali na enem od teh seminarjev. Več informacij poiščite na strani govoris-kohezijsko.si in www.eu-skladi.si. Ok. To je to z moje strani, to je to z naše strani, kar se tiče pač organizatorjev oziroma izvajalcev projekta. Jaz vam danes želim še uspešno delo in pa uspešno oblikovanje priporočil. Bom pa z vami ostala do konca, no, tako da bomo sigurno pa še kakšno rekli na priporočila. Hvala. Najlepša hvala in zdaj, preden začnemo govoriti o tem, kaj bi radi v prihodnji perspektivi, vabim magistra Bojana Sovorova iz službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, da nam predstavi pravzaprav, kaj smo se do zdaj naučili na koheziji in kaj nas pravzaprav čaka v novi finančni perspektivi. Prosim. 1, 2. To smo prej skozi ponavljali. Moram tudi jaz začeti s tem. Lep pozdrav. Malo ste se nasmejali. V ponedeljkih je to vedno težko, posebej takole zjutraj, da prebiješ let ali pa vročino konec koncev danes. Tam ne vidim enega gospoda, je še čist out, živijo. Ok. Jaz ne vem, če sploh kaj govorim, ker tale filmček je itak vse povedal. Ali pa vseeno. Zdaj, verjetno latovščino že lahko uporabljam, ker ste, no pa mi tako povejte, a ste že bili na kjerem dogodku? Tamle moja soseda, ki ima en mikrofon, ona je rekla, da je 3. dan v službi in da še ni bila. Kaj pa vsi ostali? Ene par sem vas že videl, no. Razen te iz Radia Študent, te noče hoditi. Če kaj slučajno preveč tazga strokovnega ali pa niti ne strokovnega, ampak v našem jeziku povedano je kar prekinite, dvignite roke, zatulite, pa bom probal razložiti
Drugače sem Bojan Sovorov, prihajam iz SVRK-a, Švrka, Službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Anekdoto, zakaj smo Švrk, vam ne bom povedal, ker tisti, ki ste me poslušali, že veste, ostali me pa lahko vprašate. Današnja predstavitev, ki sem jo pripravil, ko me je Tina klicala, sem jo naredil nekako v 3 delih, in sicer najprej bi rad preveril vaše stanje, oziroma znanje, ne stanje, stanje evropske kohezijske politike, koliko veste, kje smo, kakšno je dejansko stanje. Potem nekaj besed o večletnem finančnem okviru pa o programiranju, in čeprav zastopam in Tina me na to posebej opozorila, če smo se kaj iz tega naučili. To so pač 3 glavne točke, imam potem še 2 razdelka, ki jih pa ne bi predstavljal, razen če ne bo velike želje. Je pa v bistvu zgodba naprej taka, da mislim, da se boste v nadaljevanju o tem pogovarjali v skupinah. Jaz sem sicer moje ljudi probal alarmirati ali pa motivirati, da pridejo sem, sam sem to naredil šele danes zjutraj pred pol ure, tako da mogoče se nam še kdo pridruži, ni pa nujno, da bomo napolnili tiste dvorane tamle, oziroma tiste stole tamle v ozadju. Okay. Tisti, ki ste me že poslušali, veste, zakaj gre tukaj. Samo pregled, kakšno je stanje, koliko smo v tem programskem obdobju deležni kakšnih sredstev. Tam se številke malo razlikujejo od tistih, ki so bili v filmčku, ampak nič za to. Vedno znamo najti ta pravi odgovor, kje so razlike. 160 milijonov gre v inštrument za povezovanje Evrope, 64 milijonov evropsko teritorialno sodelovanje. Tisti, ki ste me poslušali, kaj je to evropsko teritorialno sodelovanje? Noben me še ni poslušal, bom pa dlje cajta govoril o tem. To so programi čezmejnega sodelovanja, transnacionalnega sodelovanja, skratka tisti programi, ki so sicer finančno majhni. Z naše vreče, skupne vreče smo dali noter 64 milijonov evrov, ven smo dobili pa mislim, oziroma bomo dobili kakšen 3-kratnik, če ne celo več teh sredstev, torej bojo dobili slovenski upravičenci bistveno več denarja, kakor je Slovenija noter dala. Sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim, malenkosten delež celotne ovojnice, in pa ta velika pogača, 3 milijarde 68 milijonov v operativnem programu za rast in delovna mesta s 3 danes že predstavljenimi skladi v tem našem filmčku, oziroma vašem filmčku. Jaz sem ga kar za svojega vzel, se tako luškan. Tukaj imate pregled, kako smo pridobivali sredstva v obdobju od takrat, ko smo vstopili v Evropsko unijo. Obdobje 4-6 je bilo neka testna faza, enotni programski dokument s 330 milijoni evrov, zraven so še par milijonov kmetijskega sklada in pa ribiškega sklada. Potem imamo na največje lokacije, ki smo jih dobili v obdobju 7-13, 4 milijarde in 100 milijonov, in pa sedajne obdobje, to je ta številka, 3 milijarde 68. Kaj bo v prihodnosti? 2,8 milijarde, zakaj je vprašaj, zakaj je z manjšim fondom? Zato, ker danes še ne moramo zagotovo trditi, koliko sredstev bomo v prihodnosti dobili. No, tisti, ki ste me v Domžalah poslušali, veste, kaj sledi. A smo dobri ali smo slabi? No, zdaj pa rabam vaš odziv. Črpanje, samo črpanje gledam. Tisto, kar je bilo zdaj, so bile evropske volitve, besno so se zadeve objavljale in tako naprej. In me zanima, vi, ki ste se učili, ki ste hodili na tele učne ure, govoriš kohezijsko, kaj menite, smo dobri ali smo slabi? A bomo vse počrpali, ali bomo izgubili denar? Zaenkrat sem slišal, da bomo vse počrpali. Kdo kontra temu govori? Tlele RTV Slovenija bo vse zabeležila.
Jaz tudi mislim, da bomo vse počrpali. Ni nujno seveda, ampak izvoli. Jaz mislim, da je tudi pomembno, kaj bomo s tem denarjem naredili. Vsekakor. Ni samo to, da ga počrpamo. Imamo Vsekakor. na določenih oseh za določene prioritete kar težave. Ampak o čem se pa govori? O čem se je govorilo v, recimo, kampanji za izvolitev 8 izbrancev v Evropski parlament? A se je govorilo o kvaliteti črpanja? A se govorimo o tem, a bomo, ne vem, na okolju kaj naredili? A bomo podnebne spremembe naslovili? Nič se o tem ni govorilo. Samo do konca leta 2019 moramo počrpati koliko? 2 milijarde. V enih podatkih pa do konca 2020. Jaz drugega nisem slišal. Drži? No, ampak sej ni samo to, ne, to je bilo v politični kampanji. Ker smo pač v taki službi, smo dnevno soočeni z takimi in drugačnimi klipingi in tam noter se pa da dobiti informacije tudi o tem, da s temi sredstvi naredimo tudi kaj koristnega. Celo nasprotno, naredimo veliko koristnega. Kje smo? Ravno pretekli teden je vlada sprejela kvartalno poročilo o črpanju oziroma izvajanju evropske kohezijske politike cilja 1, torej operativnega programa za rast in delovna mesta. Tole so pa podatki, ki so že malo nadgrajeni do konca aprila, da smo izdali za 77% odločitev v podpori. To pomeni, da je naša služba dodelila sredstva posameznim resorjem za nadaljne izvajanje ali projektov ali pa javnih razpisov ali programov. Pogodbene vrednosti so na nivoju 64%, blizu 2 milijard, izplačila iz proračuna so tam nekaj čez 750 milijonov evrov, 25% počrpali iz Evrope, torej tisto, kar je bilo pa dejansko zahtevano Evrope in da nam vrne pa 722 milijonov ali 24% razpoložljivih sredstev. Zdaj seveda, če gledamo ta procent, lahko rečemo, da nismo najboljši, nasprotno, da smo celo slabi. Je pa res, da smo imeli v petek odbor za spremljanje, kjer nas je Ministrstvo za finance razveselilo s podatki, da smo grozno skočili, da grozno rastemo, da grozno črpamo. Nekdo si je drznil celo primerjati črpanje z privatnim sektorjem, z neko gazelo. Skratka, celo take dostojno, nedostojne primerjave so bile dane. Tole je v bistvu graf, ki nam kaže, kakšni smo bili v obdobju od začetka, odkar smo stopili v EU pa do danes, koliko smo uspeli iz Evrope povleči do konca, pa ne do danes, ampak do konca leta 2018. In vidimo, da je krivulja nekako eksponencialna, kar seveda ni v redu, ampak to je pač stanje. To je ta modri stolpci kažejo, koliko smo iz naslova evropske kohezijske politike počrpali, medtem ko pa oranžni stolpci kažejo, kakšen je neto položaj napram proračunu EU, kjer vidimo, da smo tudi razen obdobju 7-8 ves čas na pozitivni strani. V agregatu, tudi ta podatek je pomemben, pa se je tudi v tej politični kampanji dosti malo uporabljal, da smo za 3 milijarde 355 milijonov na plusu, to pomeni, da smo dobili iz evropskega proračuna za 3 milijarde 355 milijonov več sredstev, kot smo v evropski proračun plačali. Evo, primer netočnosti. Ali je res, da leta 2017 naslova EKP Slovenija ni dobila niti centa? Ni res. Če ste zasledili to zgodbo, objavljanje je bilo, kot da o tem poroča BBC. BBC-ju ni mar za to našo zgodbo, tako da sem prepričan, da to o tem ni poročal BBC, pa še res ni. Če se vrnem,
podatki Ministrstva za finance kažejo, da smo v letu 2017 iz Evrope dobili 102 milijona evrov. Ali nas čaka še 2 milijarde evrov, ki jih moramo počrtati do konca 2019 oziroma 2020, podajamo obe letnici, ker sta se obe pojavljali v medijih. Res je, da nas čaka še toliko sredstev, oziroma malo manj zdaj. Res pa je, da mi lahko črpamo do leta 2023. Da če zračunamo, koliko je to, še 4 leta pa pol, in če vidimo, da je trenutno kar nekaj sredstev, ki so že pogodbeno vezana, upam, da v pravih vsebinah, potem je to garant, da tisti odgovor na prvo vprašanje bomo vse počrpali, ne, da. A je kakšno vprašanje? A mi verjamete? Ali ste zaspani še? Možno je, ne? Ja, za vse tiste, ki mi ne verjamajo, zadeve objavljamo na naših spletnih straneh, in sicer na Švrku gor mesečno objavljamo, kako je stanje konec vsakega meseca, in ravno tako na Švrku objavljamo tudi vsa kvartalna poročila, to je vsake 3 mesece, tisto, kar potem sprejme tudi vlada in pa državni zbor, ter konec koncev pošljemo tudi Evropski komisiji. Namreč že od leta 2014 poročamo Evropski komisiji vsake 3 mesece o tem, kako je stanje in tudi kaj s temi sredstvi delamo. Tole pa verjetno tisti, ki atakirate naše oziroma razpise iz naslova Evropske kohezijske politike poznate, so objavljeni tudi razpisi iz Kmetijskega sklada, iz Ribiškega sklada, tudi iz Evropskega teritorialnega sodelovanja. Ni nujno, da so najbolj update, se pa trudimo, da jih revidiramo vsake toliko časa. Ok, stanje, to je tematika za danes, kje smo v večletnem finančnem okvirju pa programiranje. To sta dva ločena procesa, ki pa potekata precej paralelno. Generalno se sredstva zmanjšujejo, zdaj sem na večletnem finančnem okviru. Sredstva so se na evropskem nivoju zmanjšala za cirka 10%, kar pomeni, da je verjetno delitev tudi naprej na državo nižja, kot je bila v tem obdobju. Delitev, glavni faktor oziroma glavni način razdelitve je še vedno BDP na osnovi relativne razvitosti države, so pa pripeljali v tem obdobju še dodatne kazalnike, in sicer s področja migracij in pa tudi podnebnih sprememb. Še vedno se ohranjajo 3 kategorije regij, manj razvite regije v prehodu in pa bolj razvite regije. Trenutno, pri nas imamo 2 regiji, to veste, ne? Vedno imam pol tukaj še vprašanje, kje je glavno mesto vzhodne pa zahodne kohezijske regije. Tanja, ti veš? Kjero pa? Ok. Se vem, danes bolj zaspan govorim, pa probam s kakšnimi takimi noter, pa da vas malo k sebi spravim. Ampak v bistvu skoraj raje sebe spravim, kot pa vas. Ok. Ko je bilo pred malo več kot enim letom, konec lanskega leta, jasno, da bo Evropska komisija takrat publicirala razrez finančnega obdobja 2021-2027, so v bistvu iz takih in drugačnih neformalnih kanalov prihajale alarmantne novice, da bo Slovenija dobila bistveno manj. In bistveno manj pomeni, da bo nekje na safety netu, nekje na minus 24 do 30% minusa napram tem obdobju.
Potem se je naredila ena določena diplomatska akcija in moram reči, da je bila uspešna, tako da smo na koncu pristali, torej tisto, kar je komisija maja 2018 publicirala, je publicirala to, da je naša kohezijska ovojnica težka 3 milijarde 73 milijonov evrov v stalnih cenah, celotna ovojnica pa 3 milijarde pa pol skoraj da. Če primerjamo s tem, kar imamo danes, to je tista številka 2,8, ki sem imel že na enem od slajdov prej. Tukaj vidimo, da gremo sicer dol iz tistih 3 milijarde 68, vendar ne toliko signifikantov, kakor bi lahko bilo. CEF ali inštrument za povezovanje Evrope ostaja na istem nivoju. Nacionalna ovojnica za ETS se malenko zdvigne. S tem, da bi bil nekako rezerviran, zato ker v vsakem obdobju, kar sem bil zraven, se je ta ETS močno favoriziral, na koncu pa je bil deležen zmanjševanja v tistih zadnjih trenutkih, ko se iščejo bombončki. Te izračuni so narejeni na osnovi statističnih podatkov 14-16, in v tem primeru kohezijska regija Vzhodna Slovenija pade med manj razvite regije, kohezijska regija Zahodna Slovenija pa med regije v prehodu. Če, kar se lahko zgodi, se bodo vzeli v ozir novi podatki, torej podatki 15-17, potem imamo situacijo, da je kohezijska regija Vzhodna Slovenija še vedno manj razvita regija, medtem ko pa Zahodna Slovenija prestopi prag in pridemo med razvite. Ravno iz tega razloga je Slovenija ves čas zagovarjala hiter zaključek pogajanj o večletnem finančnem okvirju. Ves čas zagovarjamo tudi močno kohezijsko politiko, tako na EU ravni kot seveda se borimo za čim višjo nacionalno kohezijsko ovojnico. Tamle sem napisal preprečiti nagel padec podpore. To je zdaj novost. Kot za zdaj sem imel tam napisan rešitev za zahodno kohezijsko regijo, pa se je po zadnjem petkovi diskusiji na odboru za spremljanje izkazalo, da tisto ni najbolj politično korektna formulacija, zato zdaj uporabljam preprečiti nagel padec podpore. Zato se borimo, se pa seveda ve, da padec podpore se lahko zgodi samo v zahodni kohezijski regiji. Trenutno, volitve so parlament se bo naredil, nova komisija se bo naredila, začel se bo čas, da se tudi na VFO-ju nekaj naprej premakne. Prva politična diskusija je bila že narejena, decembra 2018, in tam so sprejeli sklep, da ne bi se vse skupaj zaključili v oktobru 2019. To zna biti precej optimističen sklep, lahko pa, da se bo tudi zgodilo. Imamo še vedno dovolj nesigurnosti, Brexit, koliko je za to, da bo Britanija oziroma UK ostala v EU-ju? Evo, vidim, da vas je nekaj, ko poslušate Braneta Kastelica, ostali ste pa zato, da gre ven. No, kakorkoli, to je en element, ki dodaja k nesigurnosti celotne zgodbe in k možnosti, da se ta pogajanja povlečejo še ne samo na konec 2019, ampak tudi v leto 2020. Zdaj, kaj lahko financiramo, kaj bomo lahko financirali v naslednjem obdobju, to izhaja pač iz osnutkov regulativ, ki se tudi trenutno pogajajo na nivoju delovne skupine za strukturne ukrepe. Veste, da imamo cilj 1, cilj 2, cilj 3, cilj 4 pa cilj 5, skratka iz 11 smo šli na 5, ki pa bolj ali manj pokrivajo vse tisto, kar se je lahko pokrilo v obdobju 14-20. Pametna Evropa, dosedanja OS 1 in 3,
zelena Evropa, dosedanja 4, 5 in 6, potem je povezana Evropa, 2, 7 in deloma 4. Cilj 4 je socialna Evropa, kjer je v bistvu dosedanja 8, 9 in 10, in pa 5 Evropa bliže državljanom. Tule nam se Evropska komisija sil noter pripeljati samo CLLD, medtem ko se pa mi, mislim, bomo videli še kaj bo, no, ampak obstaja tudi opcija, da bomo delali v 5 tudi s CTN-jem in mogoče tudi z DRR-jem. Proces programiranja je schematsko prikazan. Trenutno smo v fazi medresorskega usklajevanja nekega vladnega gradiva, ki bo definiral, kako se bomo lotili omogočitvenih pogojev. To pomeni, da smo nekje tlele v tej fazi. Poročilo o državi Evropska komisija že publicirala, mislim, da je 2 ali 3 mesece nazaj. Prejšnji teden je bila, so publicirali še, a mi lahko kdo pomaga, kaj je bilo prejšnji teden? CSR, Country Specific poročilo o državi članici, priporočilo državam članicam, ki je hoče vezati zelo natesno z evropsko kohezijsko politiko. Kaj mislite, je to pameten? Vse so že. Vse nekaj imam napisano. Kar se investicijskih prioritet tiče, pa če sem tole videl. Ekonomsko politiko v zvezi z naložbami je osredotoči na raziskave in inovacije, nizkoogljični energijski prehod, trajnostni promet, zlasti železniški in okoljsko infrastrukturo, pri tem pa upoštevajo regionalne razlike. V enem stavku so nam sprogramirali celo zgodbo. Zdaj, če zadeva ostaja toliko na tem generalnem nivoju, potem to ni problem. Ker potem imamo mi ta nadaljni potek, pač investicijske potrebe bomo pogledali, potem bomo videli, kaj bomo spravili oziroma kako se bomo dogovorili s komisijo in z vsemi deležniki, kaj bomo dali v operativni program. In potem tisto zadevo zabetoniramo v operativni program. Country Specific Recommendation, pa evropski semester, to pa je vsakoletna vaja. In vsakoletna vaja pomeni, da nam lahko vsak let nekaj drugega dajo noter. Če so zadeve tako napisane, kot sem zdaj prebral, potem to ni problem. Če nam pa zadeve dajo na način, da bomo mogli vsako leto reprogramirati operativni program, tisto pa zna biti problem. Iz preprostega razloga, zato ker se operativni programi reprogramirajo ponovadi najmanj 1 leto, če ne več. To pomeni, da je kar veliko te administrativne zgodbe, veliko enega mrtvega teka, zato mislim, da to ni pametno združevati eno z drugim. V tem vladnem gradivu, ki sem ga prej omenil, so v bistvu je nekaj sklepov, tole so navedeni tisti, ki so v bistvu najpomembnejši. Skratka, da mi skupaj z ministrstvi in partnerji pristopimo k pripravi programskih dokumentov. Določajo se nosilni resorji za pripravo dokumentov za izpolnjevanje tematskih omogočitvenih pogojev. Te naj bi se nadgradili do leta 2030. In tale tretji je pa Ministrstvo za finance in ŠVRK, da se začnete organizirati in delati na tem, da se bo sistem izvajanja v prihodnosti, kolikor se da, pač poenostavil. Kot sem rekel, zadeva je v medsektorskem usklajevanju, nekako načrt je, da ga v tem mesecu to vladno gradivo spravimo pod kapo in da se konec koncev resorji potem spravijo delati tudi na omogočitvene pogoje. Vključno z nami, konec koncev, ker pametna specializacija je v naši koordinaciji. Poročilo o državi,
To je pogajalski okvir, ki ga je Evropska komisija podala, mislim, da marca, in je tako imenovan, torej za nas je pomemben predvsem priloga D, ki v bistvu definira, kako Evropska komisija na osnovi tega poročila v državi vidi investicijske potrebe v Sloveniji. Prava pogajanja na to temo se še niso začela, eno diskusijo smo imeli v petek, vendar ne pogajalsko, ampak bolj tako predstavitveno. Mislim pa, da se bo začela enkrat proti koncu tega leta. Navezava na makroregionalne strategije. To je mene močno presenetilo, ker so zelo praktično v vseh ciljih noter pripeljali makroregionalne strategije, ne sicer vse v vse cilje, kar me tudi presenetilo, če že pripelješ noter, ker, ampak dajmo najprej tako, a veste, kaj so makroregionalne strategije? Alenka ne ve. A kdo ve? Podonavska je ena, pa Alpska je druga, pa Jadransko-jonska je tretja. To so tri makroregionalne strategije, v katerih Slovenija sodeluje. In noter so tako imenovani stebri ali pa cilji, kar bi radi dosegli skupaj z vsemi drugimi državami, ki zraven sodelujejo, recimo Jadransko-jonski je 8, zdaj bo 9 držav, ker se še Severna Makedonija zraven priključila. Podonavski mislim, da jih je tudi kar nekaj. V Alpski se pa dela na nivoju regij, tam je pa mislim čez 50 partnerjev. Koliko pa mislite, da denarja dodatno dobimo iz tega? No, Alenka, kar na glas. Nič, ne? Ja, dejstvo je, da makroregionalne strategije so en politični pristop, tako kot so bila konec koncev tudi ta 3 morja, ki so bila prejšnji teden, ki so ohromila Ljubljano, kjer bomo dobili ne vem koliko milijard enkrat sklada, vendar ni še jasno, iz kje bojo ta sredstva prišla. Politično je to zelo pomembno, vendar dejstvo je, da za seboj nimajo posebnih struktur, za seboj nimajo posebne regulative, tako kot recimo evropska kohezijska politika, in za seboj nimajo posebnega denarja. Kar posledično pomeni, da če bomo financirali tak ali pa drugačen makroregionalni projekt, bo potrebno ta sredstva najti v obstoječih virih in v našem primeru je to seveda tudi, ne samo, ampak tudi evropska kohezijska politika. Lahko je seveda zraven še ribištvo, konec koncev Jadransko-jonska sega dol čez do Sredozemlja. Lahko so tukaj seveda še razvoj podeželja, nacionalna sredstva, skratka AMIF, to je za program, ki naslavlja problematiko beguncev, vendar pomembno je vedeti, da dodatnih sredstev v teh makroregionalnih zgodbah ni. Potem je pa tukaj še logika cilja 5, Evropa bliže državljanom. Komisija pravi, da bi skozi 5 peljali samo CLLD, na nek način glede indikatorjev lahko vidimo, da pripeljejo noter kulturo, kulturno dediščino pa turizem, kar do zdaj ni bil slučaj v tem programskem obdobju. Z naše strani, torej pa komisija tudi meni, da bi mogli CTN-je, DRR-je in podobne peljati skozi tematski cilj 1 do 4. Te zgodbe so še odprte, tako da o tem se bomo še pogovarjali tako z vami, kot tudi z Evropsko komisijo. A DRR veste kaj je? Pa me meni ne ostal. Dogovor za... Dogovor za razvoj regij, to je DRR. To je inštrument regionalne politike, izhaja iz zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in se
dela na način, da Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo objavi javno povabilo za prioritetne projekte iz posamezne regije. Dela se ne na kohezijskih regijah, ampak na nivoju teh tako imenovanih razvojnih, nekateri pravijo tudi statističnih regij, te, ki so v našem prostoru še največ časa, to je teh 12 NUTS-3 regij, Pomurje, Podravje, Savinjska, Koroška, Osrednja Slovenska, jugovzhodna, ni Dolenjska, ampak je jugovzhodna, Goriška, Notranjska, pa Primorska. CTN, to tudi ne vemo. To so celostne teritorialne naložbe. Prvič so se pojavile v tem programskem obdobju in so namenjene oziroma dogovorjeno je bilo v fazi programiranja, da se bo z celostnimi teritorialnimi naložbami podprlo predvsem mestne občine. Gre za po ESRR uredbi, torej uredbi, ki definira izvajanje Evropskega sklada za regionalni razvoj, obvezo, da 5% v tem programskem obdobju ESRR-ja namenimo urbanim središčem. Slovenske mestne občine so tukaj profitirale še malo bolj, ko mislim, da na koncu je bilo tukaj nekaj 7 do 10% sredstev namenjenih, dali smo tudi zraven nekaj kohezijskega sklada. Bistvo pa je, da so vse to inštrumenti od spodaj navzgor. To pomeni, da so to projekti, ki jih predlagajo regije oziroma v primeru CTN-jev občine. Vse v primeru DRR-jev so tudi občine, ampak v teoriji bi mogle biti v bistvu regije in regije bi se mogle zmeniti, kateri so tisti projekti, ki so regijsko najbolj pomembni in izhajajo konec koncev tudi iz sprejetih regionalnih razvojnih programov. CLLD, kdo mi lahko pomaga, kaj že to pomeni? Kako? Ne, po slovensko, ti znam tudi jaz po angliško. To. Razvoj, ki ga usmerja lokalna skupnost, to je pa ta tretji inštrument, bottom-up, torej od spodaj navzgor iniciative. Tukaj imamo pa mislim, da 36 ali 37 glasov lokalnih akcijskih skupin, ki imajo na razpolago, mislim, da vse skupaj nekaj čez 100 milijonov evrov ESRR-ja plus kmetijskega, torej sklada za razvoj podeželja in lahko na osnovi sprejetih strategij pač ta sredstva sami usmerjajo v tiste projekte, za katere menijo, da so za lokalno okolje najbolj ustrezni. So pa to manjši projekti, tukaj niso večjih projektov. Še kakšno vprašanje? A samo njej? A pa vi mene vprašajte, ker mogoče znal. Ne, jaz sem samo vprašala, da nisem vedela, da je glas. Glas. Ampak zelo majhnih. Potem imamo trenutno na mizi še kohezijski zakonodajni sveženj. Za samo našo zgodbo, torej evropske kohezijske politike je pomembnih 5 uredb, torej tista ta velika, ta debela, kakorkoli bo že pol členov notor, je uredba o določitvi skupnih določb za ESRR, ESS plus, kohezijski sklad. Zdaj se notor prihaja tudi pomorstvo in ribištvo, sklad za azil in migracije, za notranjo varnost, inštrument za upravljanje meje in vizume in zraven so pomembne tudi priloge, ki definirajo vsaj za nas najbolj pomembne te omogočitvene pogoje, tematske sklope, programiranje, metoda, alokacije in tako naprej. Ni PRP-ja, torej kmetijskega sklada, ta bo delal po svoji uredbi. Potem imamo pa, kot vidimo, še posebne uredbe za Evropski sklad za regionalni razvoj, za kohezijski sklad, posebna uredba za socialni sklad, posebna za ETS, torej za Evropsko teritorialno sodelovanje. In tale je pa nova uredba o mehanizmu reševanja pravnih in upravnih ovir v čezmejnem okviru.
in tale je še zaenkrat najmanj dogovorjena, vse ostale grejo z nekim tempom naprej, ne še, da so vse dogovorjene, ampak glede na to, ko gledamo, kako se trenutno zadeve odvijajo, 25. na naš praznik imamo svet splošni GAC, General Affairs Council, splošni svet, kjer bo govora tudi o tem, koliko dela smo prišli v zakonodajnem okviru, in tam je že kar nekaj delnih mandatov podeljenih Evropski komisiji, da se potem naprej pogaja z parlamentom, soodločevalcem v zakonodaji. Samo eno. Neke informacije smo zasledila, da je AMIF pri novi finančni shemi izgubil I in ostaja samo AMF, I gre pa v ESS, skratka ni več integracije se prenaša v ESS. AMIF ostaja pa AMF. To so pač neki... Se sem vedel, da me ste kaj težkega vprašali. To je možno, ne moram pa zadeve potrditi, ker, če sem iskren, se s tem niti ne ukvarjam. S tem se ukvarjajo moji kolegi, zato sem na začetku napisal, da je to delo moje plus company, ker jih je pa veliko, vseh nisem pač napisal. Ampak glede na to, kar ste povedali, je dosti logično in ESS plus ima več zgodbe kot samo ESS, tako da je to čisto možno. In logično, konec koncev, vse ukrepi so verjetno, integrativni ukrepi so za vse ustrezni. Nekaj besed o kohezijskem zakonodajnem svežnju. Tematska osredotočenost po skladih ESRR. Torej za Slovenijo velja, da moramo v ENKO, torej v pametno Evropo, dati najmanj 45% alokacij, ki jih bomo dobili za ESRR. Večina teh sredstev bo šla na vzhod, glede na trenutno stanje. In najmanj 30% sredstev za zeleno Evropo, torej za ukrepe na področju podnebnih sprememb. Tist 6% pomeni, da se urbana komponenta povečuje za 1%. Apetiti so še večji. Če se referiram na tisto prejšnjo diskusijo, CTN-jevska zgodba, kjer bomo verjetno peljali na podoben način kot v tem obdobju. Za ESS naj bi financiral samo ukrepe iz tematskega cilja 4. To je trenutno stanje, z naše strani se sicer zavzemamo, da bi imeli kombinirane ukrepe. Kohezijski sklad je pa namenjen povezani Evropi pa zeleni Evropi. Omogočitvene pogoje sem že omenjal, a kaj veste, kako se v tem obdobju imenujejo? To je velika poenostavitev iz preteklega v to. Predhodne pogojenosti, ja. To je ena izmed poenostavitev, ki jih imamo v tem obdobju. Ni še nihče razložil, zakaj je to poenostavitev, pomeni pa praktično popolnoma isto kot v tem obdobju. Skratka, da imamo na voljo take in drugačne normativne ali strateške dokumente, ki nam uokvirjajo pot do leta 2030, je ideja pri nas, da se naredijo. Zdaj, programiranje, to je novo. Programirali naj bi 5 let in po tam 3-4 letih bi se šli še enkrat programirati, ko bi videli, kje je, in preprogramiramo še tiste zadnji 2 leti. V finančnih tabelah bodo sicer vsa sredstva, vendar ne bojo natančno locirane za katere namene. Kar je pomembno predvsem za naše javne finance, je seveda to, da se stopnja evropskega sofinanciranja znižuje, 70% za manj razvite regije, za kohezijski sklad in za Interreg, do 55% za regije v prehodu,
in 40% za bolj razvite regije. Skratka, tole je naša zahodna Slovenija, tole je pa naša vzhodna Slovenija. Postopen prehod na N+2. A to pravilo poznate? Ja ali ne? Ne. Vi ste zlata, vam lahko vse razložim. A tudi so bili te procenti za vse tipe regij enaki ali ne? Ne, niso bili. Sam so bili višji. N+2 oziroma v sedanjem obdobju N+3, to je pravilo, ki pove, da moramo v letu 3 leta po začetku izvajanja iz Evrope počrpati toliko sredstev, kot jih imamo v finančni tabeli za prvo leto. V tem našem sedanjem obdobju bi to bilo za leto 2014. Vkolikor tega ne naredimo, potem so sredstva, ki so manj počrpana, kot je tista vsota v finančni tabeli, trajno izgubljena. To pomeni, da bi trajno izgubili pač določene sredstva, če ne bi dosegli tega cilja. Velika medijska zgodba je bila okoli tega konec lanskega leta z novo vlado, kjer so zelo veliko govorili o tem, da bomo izgubili ne vem koliko 100 milijonov evrov, vendar se na koncu vse lepo izteklo. Pa še nekaj imam. Postopen prehod na N+2 je pomemben tudi z enega drugega vidika. In sicer z onega vidika, ki sem vam bolj na začetku kazal, kako krivuljo črpanja imamo. Tista krivulja črpanja gre takole, pa pade, pa gre pa spet takole, kar posledično pomeni, da nam prav fajn pride, če imamo 3 leta še za izvajanje tega obdobja, ne bo nam pa toliko fajn prišlo 1 leto manj v naslednjem obdobju. To, da se bo postopno, da bo postopen prehod, skratka, da ne bo čistega šoka, mislim, da ne bi prve 2 let bilo še N+3, potem ne bi pa počasi skočili na N+2. Naša pozicija je tukaj, da seveda zagovarjamo N+3, bomo pa videli, kaj bo na koncu dejansko, do česa bo prišlo. Predplačila se znižujejo, pa stopnje tehnične pomoči se tudi znižujejo, s tem, da v osnovni verziji so bile še bistveno nižje, kot so trenutni verziji, tako da tukaj bomo tudi videli, do kam bomo prišli. Ja, izvoli. N+2? Ne, za 70%. Interreg, ne glede na regijo, ostane 70%. Interreg je posebna zgodba. Tudi vi bolj razviti. Torej, stališče RS-ja do kohezijskega zakonodajnega svežnja. Skratka, hočemo imeti močno kohezijsko politiko in pa brez padcev na nivoju kohezijskih regij. Tudi tole sem popravil, ker padec je možen samo na zahodni kohezijski regiji. To pomeni, da tukaj se borimo za to, da ne bi bil bistveno večji padec, kot je v tem, torej, da ne bi bil prevelik padec, kot je v tem obdobju za zahodno kohezijsko regijo iz naslova ESS-ja pa SRR-ja. Trenutne kalkulacije namreč kažejo, da bi zahodna regija dobila tam maksimalno 100 milijonov, če bo dober izplen. V primerjavi, mislim, da z 800 milijoni v tem obdobju. Kaj Slovenija zagovarja? Da je kohezijska regija ključna razvojna politika, tako za regije kot za države EU. Seveda, tukaj hočemo dobiti čim večji izplen teh sredstev. Navezavo in osredotočenost na razvojne izzive Unije in na evropski semester, s tem, da smo tukaj previdni v tistem, kar sem prej povedal, da nočemo, da se zadeva preveč veže na country specific recommendation, na priporočila, ki jih komisija daje posamezni državi. Taka, kot so danes, taka so v redu. Doseganje dodane vrednosti Unije kot celote, to me je Špela Skle, njo še posebej opozorila, da moram povedati.
BDP se ohranja kot glavni kriterij za izračun nacionalnih ovojnic. Podpiramo poenostavitve izvajanja kohezijske politike. A ste vi za? Ste? A kdo proti? Tanja? Zdaj, poenostavitve. Veste, kaj to pomeni? To pomeni, da smo se zdaj nekaj v 9 letih ali pa 10 letih, ko tole delamo, naučili. Na nek način izvajamo. Zdaj bo prišle pa nekaj poenostavitve, ko bomo zadeve na glavo postavili. In to pomeni, da se zadeva ustavlja. In v tem kontekstu N+2, kjer je predlog notor, je to lahko tudi nevarno početje. Zdaj, velikokrat povem eno besedo na tem mestu in sicer, da takrat, ko slišim besedo poenostavitve na evropskem parketu, imam asociacijo na oksimoron, skratka bistroumni nesmisel, ker na koncu se zadeva konča tako, da imamo več papirja, več navodil, več robnih pogojev, ki jih seveda poleg vsega tega vsak drugače zastopi. Dejstvo je, če imaš več papirja, ali pa tudi, če ga imaš manj, moraš zelo veliko delati na tem, da ga bo vsak enako zastopil. Ker če imaš ti razne take in drugačne paragrafe in če jih vi zastopne na en način, jaz na drug način, Brigitta na tretji način, revizori na četrti način, pridemo v težave, ker potem moramo razlagati, zakaj smo zadeve naredili na ta in drugačen način. Končni odločevalci so pa vedno, kaj mislite kdo? Ne, revizori. Oni bo rekli, kako se pravilno bere. Sicer imaš možnost argumentacije take in drugačne, vendar na koncu so vedno kontrole tiste oziroma revizijska zgodba, ki bo povedala, kaj je pravilno razumevanje. In seveda podpiramo evropsko teritorijalno sodelovanje. Zdaj imam tukaj naslednjo točko, ta bo krajša, bistveno bolj krajša kot tole, ker smo se bolj malo naučili. A imate tukaj kakšno vprašanje na ta drugi del, ker to bo ta glavna tematika, danes še prav zastopam. Izvrstno. Ne, jaz sem hotel, da ga nimate, ker ne vem, če znam odgovoriti, ker. Tam je bilo medresorsko, kje smo trenutno, kar se tiče procesa, vse mislim, da sem dovolj glasen, da se bom posnel. Torej, govora je bilo, kje se proces trenutno nahaja, da je v medresorski pripravi in da bodo v naslednji fazi vključena ministrstva in pa partnerji. Mene zanima, kdo so partnerji tukaj. Trenutno ste vi. Zdaj sem z vami, to pomeni, da ste vi partnerji in vas poslušam. In definitivno bodo tudi moji kolegi, ki niso sicer švrka, ampak iz drugih inštitucij, ki delamo na tem področju, zadeve prenesli naprej, kar bomo pač danes slišali. Drugače partnerji so vsi, ki so definirani v splošni uredbi, jih pa ne omejujemo s tem. Skratka, kolega Delacorda tamle hoče sestanek z nami, imam neke pozicije sicer v hiši, ampak mislim, da ga bomo zrealizirali, tako da. Vi ste, pa sploh nisem bil obveščen. Slabo očitno. S kom ste se pa dobili? S kom? S Hrenom. Ok. No, zadeva poteka. Potem so tukaj seveda eni izmed glavnih partnerjev obe kohezijski regiji, asociacije občin, nevladne organizacije. To vas je zanimalo? Vse vem. S Tino zelo veliko sodelujemo in vedno rad pridem na te zadeve, ni nujno, da vedno znam odgovoriti ali pa da imam zadnje informacije, očitno jih nimam, ampak dobro, saj se vsi učimo. Tudi pri mladincih sem bil, koliko 14 dni nazaj, tako da je kar v redu. Zdaj, tako bom rekel, saj je relevantno vprašanje.
Dejstvo je, da bomo imeli odprt pristop, da se bomo pogovarjali, da bomo prostor odprli, enkrat ga bomo mogli pa začeti omejevati. To še ni danes, to bo še nekaj časa trajalo, do takrat bomo seveda se pogovarjali z vsemi, lovili informacije. Potem, ko se bo pa začela zadeva ožati, takrat bomo mogli pa najti ta pravi proces. Ampak partnerji, kot sem jih omenil, tudi nevladne organizacije bojo zraven. Konec koncev se ta glavni deležniki se vidijo iz sestave odbora za spremljanje, kjer imamo poleg naštetih zraven še druge socialne partnerje, kot so sindikati, kot so asociacije, torej gospodarska zbornica in pa obrtna zbornica. Na zdravje. A sem bil izčrpen? Premalo? Pač pri prejšnjem programiranju je bil nek proces, imeli smo delavnice, vedelo se je kdaj, dobivali smo nazaj, ne vem, imeli smo delavnico, pripravili se je neko gradivo, na podlagi tega smo ga prejeli nazaj in tako dalje. Ni bilo nobenega procesa, to, kar sem zdaj slišal, je, ta organizacija je že bila pri nas, tile še bodo. Samo to me je zanimalo, no, ali bo kakšen proces objavljen, pa bomo vedeli, ali se kar prijavimo za sestanek ali te zadeve, no, tako, hvala. Ja, zdaj, če se nočem utopiti v delu, potem rečem, bo objavljen. Če boste pa naslovili tako ali pa drugačno prošnjo, boste lahko prišli do mene oziroma do mojih kolegov, samo kaj več kot danes ne boste izvedeli. Dejstvo je, da to so informacije, ki jih danes imam in več kot to, verjetno tudi vidva danes z Markotom nista kam dlje prišla. Še kdo kaj? Hvala lepa. Mogoče je malo bolj detaljno vprašanje. No. Ste omenili Ministrstvo za finance, da skupaj sodelujete pri razgradnji oziroma kam bo šel denar. Tudi vi sodelujete konkretno pri teh odločitvah, a samo svetujete bolj njim, ker oni dobijo denar kot prvo ministrstvo, potem na ostala ministrstva dajo. Očitno nisem bil dosti jasen. Ministrstvo za finance ne dobi denar. Ne. Zdaj, če greva, v tem programskem obdobju imamo mi denar v operativnem programu za rast in delovna mesta 14-20. Tam je teh 3 milijarde 68, ki so bile sprogramirane v tem procesu, ki ga je kolega pač omenil prejle. In tam noter so pač navedeni primeri oziroma tako tematike, tako področja, tako indikatorji, ki jih je treba doseči in na osnovi tega se sredstva dodeljujejo s strani naše službe. Posamezni resorji pripravijo na osnovi tistega, kar je v OP-ju pač vlogo za dodelitev sredstev in potem naša služba dodeli sredstva, torej pravice porabe posameznemu resorju, on pa potem ali ima direktno pogodbo z, ne vem, če je to lokalna skupnost z lokalnimi skupnosti ali pa objavi javni razpis, javno povabilo, karkoli za dodeljevanje teh sredstev končnim upravičencem. V nekaterih primerih so upravičenci tudi na državnem nivoju, pač posamezni resorji. Ministrstvo za finance pride v to zgodbo šele takrat, ko je vse delo narejeno, ko se izplača, recimo, ko Tanja izplača oziroma skrbniki pogodb na MIZŠ-ju denar do upravičenca, ko se naredijo kontrole, se pripravi pač en zahtevek za izplačilo in takrat se to pošlje v en izmed informacijskih sistemov, ki poganjajo EKP in tam se zadeva pregleda in potem se zahteva od Bruslja in če je vse v redu, se zadeva parkira na, oziroma takrat se izplača iz podračuna na Banki Slovenije v slovenski proračun, finance pa zahtevajo denar, povračilo iz Evropske komisije. Tako da načeloma finance niso tukaj zraven, kjer sem jih pa omenjal. Omenjal sem jih pa v tem vladnem gradivu kot glavnega partnerja pri poenostavitvah sistema. Ampak zdaj ne evropskega. Mislim, da imamo mi veliko enih zgodb na naši slovenski strani, kjer bi radi pač to slovensko zgodbo na nek način poenostavili. Ste se zbudili? Sem imel 2 vprašanja oziroma 2 vprašanji. Še kdo?
Hvala lepa. Jaz sem imel en pogovor z predstavniki Ministrstva za javno upravo in so tudi omenili, mislim, tudi moja smer, v bistvu e-uprava oziroma elektronska uprava. So rekli, da to je ena najbolj razvitih pri nas dejansko v celi Evropi. To tudi poznate, ki je to, sodelujete tudi z njimi v tem smislu konkretno. Sredstvih ste rekli, da ste vi odgovorni, zdaj to vem. Zdaj, tako bom rekel, področja, ki jih imamo v operativnem programu, so zelo široka. To pomeni, da en človek jih težko obvladuje. To pomeni, da ti rabiš kle ekipo ljudi ali pa ekipo resorjev, ljudi tudi na resorjih, ki te zadeve obvladujejo. Tako da z MJU-jem dobro sodelujemo, smo jih tudi povabili na današnji dogodek in verjamem, da bo Brigita vse odgovorila, če bo potrebno, ker oni so najboljši. A ne, Tanja? To je bilo povedano na enem sestanku, ko smo ga imeli eno delavnico z vsemi posredniškimi organi in Brigita je na koncu povedala, da so najboljši, zato verjamem, da bo dala tudi kakšen odgovor na to temo. Aha. Še kdo kaj? Evo, ti naprav, da moram nehati. Boga smo gledali, kaj smo se naučili. Ok. Zdaj jaz sem moje kolege pozval, da mi dajo input, kaj smo se kaj naučili. Ampak ker so bili vsi overloadeni z vsem živim, je to moje delo, kar sem tukaj naredil. In to je moj pogled, ki ni nujno, da je eden in zveličaven, vendar glede na to, da sem že nekaj cajta v tej zgodbi, je pač moj pogled in vam ga bom zdaj razložil. Rabimo imeti stabilnost. In stabilnost pomeni čim manj sprememb. Čim manj sprememb v kadrovskem in sistemskem smislu. Zdaj, tukaj vedno povem, ali pa ne vedno, včasih povem tole našo zgodbo, torej organ, ki je pristojen za izvajanje evropske kohezijske politike, je v tem obdobju od leta 2004 pa do leta 2019 zamenjal, mislim, da 15 šefov, ministrov, državnih sekretarjev in je zelo prepišen. In to je tudi eden, če ne, torej eden od razlogov, če ne največji razlog, da imamo eksponencialno krivuljo črpanja. Pa če sem drzen, pa grem nazaj. Posod tam, kjer vidite, da so bile spremembe, recimo 2012 je bila spet sprememba, so nam zadeve padle. Vse zadeve, kakorkoli obrneš, karkoli narediš, pa če se vsak teden ali pa vsak dan sestajaš na ministrskem nivoju, zadeva ne bo stekla, če bodo spremembe. Zato sem takrat, ko sem pred zdaj že skoraj 5 leti prišel na Švrk, začel govoriti o tej stabilnosti, kamorkoli grem. In ta stabilnost je potrebna, če hočemo zadevo uspešno peljati naprej. In upam, da bo. Teli naši, ta novi šefi so zadevo povzeli. Na začetku sem imel malo težave s tem, ampak zdaj mislim, da razumejo in da bo zadeva stabilna. Je pa res, da mora vlada zdržati in tako naprej. Pa tudi, ko nova vlada pride, da ne bojo delali salto mortale. Ravno tako stabilnost sistema kot tazga, s tem seveda mislim, da se ohranja način izvajanja, kot ga imamo danes. Trenutno je veliko težen, da naredimo nekaj operativnih programov. Ni točno jasno koliko, ampak predlogi so, da ima vzhodna kohezijska regija svoj operativni program. To je seveda legitimno vprašanje, analize so narejene, ko bo čas, jih bomo pač predstavili. Je pa to nekaj, kar prinaša določeno nestabilnost v sistem, ker ga je treba prilagajati, postavljati na nov in tako naprej. Sicer v regulativi nimamo akreditacije, vendar se lahko zgodi, da bo, če bo sistem na novo postavljen, potrebno kakšno podobno zgodbo peljati skozi Urad za nadzor proračuna. Partnerski pristop in zaupanje. To je nekaj,
na ono vprašanje, ki sem ga bil prej deležen. Gregor. Ja? Andrej, sorry. Sej, pa ugibam pa, pa zvem. Zdaj, kljub v bistvu pozitivni konotaciji vašega odgovora glede programiranja 2014-2020 se jaz besno srečujem na vseh sestankih svetov regij z nezaupanjem. In enostavno nam govorimo, da ni bilo to pravega partnerskega odnosa, da jih nismo upoštevali, da se niso slišali zaradi takih in drugačnih razlogov. Zdaj, prav v detalje jih ne poznam, zaradi tega, ker takrat nisem bil v prvi vrsti, ampak sem bil na okoljskem ministrstvu, kjer sem od blizu pa daleč spremljal to zgodbo. Ampak tukaj bomo probali delati vse na tem partnerskem pristopu in na zaupanju, ne samo s kohezijskimi regijami, ampak z vsemi deležniki, ki bojo v tem procesu. In to ne samo v programiranju, ampak tudi v samem izvajanju. Zdaj, tamle sem napisal, informacijski sistem je pomemben. Alenka. Ampak zdaj vemo, da imamo 3 informacijske sisteme. To še nisem povedal, no, moram povedati. Trenutno nam poganja celotno evropsko kohezijsko politiko poleg opevane EME še MFRAC, to je računovodski sistem Republike Slovenije, in pa ECA, to pa je informacijski sistem organa za potrjevanje. Največja težava, ki jo imamo, poleg neprijaznosti sistemov seveda, je to, da se te ne znajo pogovarjati med sabo in da se napake, ki so v enem sistemu, ponovadi v prvem, potem prenesejo v drugega in potem ta tretji to odkrije in to skušamo zdaj nasloviti. Zakaj sem rekel, da je pomemben? Zato, ker je verjetno bilo v tem obdobju nekaj premalo pozornosti dano tej zgodbi na začetku in bo treba tukaj prej pristopiti k tej zadevi. Dodatna sredstva ali overcommitment. Kaj smo se naučili iz obdobja 7-13? Naučili smo se to, da če hočemo 100% porabiti tiste 4 milijarde 100, ki so bile takrat na voljo, smo mogli pripeljati zraven pač dodatna sredstva, ker se zaradi takih ali pa drugačnih razlogov vsi projekti niso uspešno končali. In zaradi tega verjamem, da bo tudi v tem obdobju to potrebno. Nekaj jih že imamo, predvsem za tisti prej opisan DRR, dogovor za razvoj regij, nekaj ga bo pa še vedno potrebno, nekaj dodatnih sredstev bo pa še vedno potrebno. In potem, da se znamo poslušati in seveda slišati. To sem se jaz naučil. Zdaj pa poslušam. Poslušam. Najlepša hvala za to predstavitev. Glede na to, da pač ste napovedali poslušanje, bomo tudi mi zdaj nekaj povedali v okviru delavnic. Točno tisto, kar pravzaprav vsi tukaj, ki ste, želite od naslednje finančne perspektive, bodisi po vsebinski plati, po nekih strateških vsebinskih plateh oziroma tudi glede izvajanja same in vodenja evropske kohezijske politike. Tako da vas zdaj vabim pravzaprav v delavnice. Vas Svrka pa seveda k poslušanju in upam, da bomo pač tudi konkretne predloge, ki jih bomo danes oblikovali, pač spravili v tisti proces oziroma v tisto krivuljo, ki je bila tam začrtana. Tako da najlepša hvala. Bi pa preden gremo na odmor za kavo in se še tam pogovorimo, bi vas pa samo predstavila našim moderatorjem, ki bodo vodili današnje delavnice, tako da boste se potem tudi lažje orientirali, kam in v katero greste. In sicer za prvo, za pametnejšo Evropo, Matej Cepin, pa bi kar prosila, če lahko ostaneš, da bo potem lažje. Hvala. Za bolj zeleno, nizkoogljično Evropo bom jaz.
Potem za bolj povezano Evropo Jan Magdič. Potem za bolj socialno Evropo Alenka Blazinšek. In za Evropo bliže državljanom Sonja Čandek tamle na koncu. Tako da najlepša hvala, zdaj vas vabim na odmor za kavo, potem pa v sosednjo, ja, prosim. Potem pa v soseden prostor, ki smo že pripravili omizja, na katerih se bomo pogovarjali, in glede na to, da smo morali zaradi malce kasnejšega začetka malce potegniti, bi predlagala, da se dobimo potem na delavnicah mogoče kakšne 5 minut do 12. Hvala. Zdravo.